Tako bomo pač malce probali pogledati, pa naumiti. Jaz nisem nek doktor, nisem znanstvenik, nimam naziva, ne magisterij, ne nič. Včasih pa malo uporabim tole, kar sem tule notri pač uspel dobiti skozi izkušnje in pa skozi življenje, bi temu rekel. In nekaj časa nazaj bi še določene stvari razumel pa verjel, ne, ampak vedno bolj pa dlje časa, kot se določene stvari pri nas v Sloveniji ali pa tudi po svetu, bi zdaj temu lahko rekli, dogajajo glede vsega tega skupaj, sem rekel, da bom pogledal, kako dejansko je sestavljen tale. Zdaj, če vidite prebrati, se bo izostrilo, ampak to je SARS-CoV-2 hitri antigenski test, ki ga lahko kupimo v lekarni ali v kakšni trgovinici, prodajalni, ki se ukvarja s tem, in pa podobne teste za samo testiranje so dobili tudi učenci in pa dijaki osnovnih šol in pa srednjih šol. In sem rekel, bom tole zadevo zdaj malce poskušal gledati, kako je to sploh sestavljeno in ali lahko k čemu takemu sploh mi zaupam. In bom zdaj tole narazen vzel, takole bom malo kamero prestavil dol. Upam, da se bo tole videlo, da bom to lahko naredil. Takole, to je ta hitri test. Upam, da bo tole zdaj šlo odpreti, tule imam še nožek. Takole, verjetno 2 plastična dela, ne? Ja, tako je. Torej, to sta 2 plastična dela. Potem je pa tule notri tule je neka takale plastika zelene barve, to je pa neka kako bi temu rekel, neka vatica, na katero potem, ki pride tule not, recimo takole, ne, kamor damo mi tale naš vzorček. Takle je to sestavljeno, vidite. In tole bi potem naj pokazalo neko vrednost. Vidite, to je neka taka stvar. In za te koščke plastike bi naj mi namenjali 12 ali 13 evrov. Zato, da lahko gremo v službo, da lahko gremo k frizerju, da lahko gremo na vlak, na javni prevoz, v trgovino ali ne vem kam se še, v glavnem, gledajte, to je to. Saj verjamem, da je že kdo od vas to narazen imel, ampak meni se res zdi, da je tole dejansko metanje denarja skozi okno in pa seveda samo pristop, da nekateri pač zaslužijo. In zdi se mi, vedno bolj se mi zdi, da ker je to vsele prihaja iz Kitajske, da lahko razmišljamo o tem, kam pes taco moli in pa kdo dejansko diktira vse te zadeve in od kod. V glavnem, čaka nas še eno presenečenje. Vzel bom še nekaj teh testov za neko drugo testiranje in bom poskušal dobiti še kako dodatno informacijo o tem, kako ta zadeva funkcionira in kaj lahko to pomeni za nas in pa seveda, koliko je to mirodajno. Glede na to, da imamo strašljiv virus, ki ubija in mori na milijone ljudi, bi pa naj neka taka plastična zadevica pomagala preprečevati to zadevo.
Upam sem, da se še ne zmislijo, da bomo po novem na avtomobilih oziroma v avtomobilih morali začeti uporabljati plastične zavore. Ker glede na situacijo pa na odločitve, ki jih sprejemajo politiki vso po svetu, se zna to tudi zgoditi. Se vidimo v naslednjem videu. Upam, da vam je tole malce bolj jasno, da je to samo ena igrica. Igrica mačke z mišjo in pa igrica dolgo zaslužil več. Mogoče celo komu bo uspelo prej doseči toliko in toliko ljudi, ki bodo nastavili ramico in bodo potem nagrade za tiste države, ki bodo prve, mogoče kakšne vsote denarčkov, milijončkov ali pa ne celo države, ampak posamezni politiki, da bi dobili. To je moje razmišljanje. Ne rabite mi nič verjeti, ne rabite govoriti, da sem nasprotnik česarkoli, ampak želim samo nekako prikazati dejansko stanje in pa svoje razmišljanje. Vi imate pa v svoji glavi in med ušesi mogoče drugačne poglede, prepričanja, vero ali karkoli, in upam sem, da znate to, kar imate med ušesi, uporabiti in razmisliti, ali lahko 2 koščka takšnele plastike in pa ena taka servietka ali brisačka ali gazica povejo, ali ste vi na nekaj z nečim okuženi ali pa ne. Zaenkrat toliko, pa se vidimo v naslednjem videu. Čau.